V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi verniki, danes praznujemo god svetega Antona Puščavnika, velikega puščavnika, vzora in ustanovitelja redovništva, ki je živel v 4. stoletju, v času, ko je krščanstvo pridobilo svobodo in začelo oblikovati celotno družbo takrat rimskega cesarstva, da bi slednje od poganstva očiščeno popolnoma prišlo v krščanstvo. Pri tem so imeli pomembno vlogo prav puščavski očetje, menihi, ki so se umaknili v samoto, da bi se tako posvetili. To pa je pritegnilo številne duše, ki so v njih prepoznale zgled svetosti. S svojim zgledom so prispevali k temu, da so premagali poganstvo in da je katoliška vera zmagala ter se je počasi začela graditi krščanska civilizacija. Prejšnjič smo govorili o napačnih pojmovanjih Boga, ki se oddaljujejo od vere v enega vsemogočnega Boga. Eno od teh napačnih pojmovanj je politeizem ali mnogoboštvo, vera, da obstaja več bogov. To je bilo značilno za stare poganske religije, na primer v stari Grčiji, Rimu, Egiptu. Drugo napačno razumevanje, ki nasprotuje pojmovanju Boga, ki presega ta svet, ki je duhoven in presežen, to pomeni, da je drugačen od tega sveta, imenujemo panteizem. To pomeni, da bi bil Bog enak vsemu, kar obstaja, in da bi prežemal celotno stvarstvo. To označuje sam pojem, ki smo ga omenili. Panteizem v grščini pomeni, da bi bil Bog vsem, enak vsemu, kar obstaja. Že z našim razumskim spoznanjem lahko enostavno zaključimo, da to ni mogoče, saj je ta svet spremenljiv, in če bi to lastnost pripisali Bogu, potem ne bi bil popoln. Če bi se Bog lahko spreminjal, če bi bil enak vsem propadljivim bitjem, ki obstajajo, potem bi tudi on bil minljiv in se ne bi bistveno razlikoval od stvarstva. Zato pa je to v nasprotju s temeljnim pojmovanjem Boga, ki ga lahko spoznamo s svojim človeškim razumom, da namreč mora imeti popolnost. Zato lahko enostavno spoznamo, da je takšno pojmovanje Boga v nasprotju s človeškim razumom in zato je napačno. Takšno razumevanje božanstva srečujemo v vzhodnjaških religijah, predvsem v hinduizmu in budizmu. Te religije učijo, da je vsem, kar obstaja, navzoče božanstvo, zato častijo svete živali, v katerih naj bi bilo to še posebej izraženo. V Indiji, na primer, krave, opice, kače. Božanstvo je potem prisotno tudi v človeku. Cilj teh religij pa je, da bi z verskimi tehnikami dosegli združitev z božanstvom, oziroma da bi človek to v sebi osvobodil ali se tega zavedal. Tu moramo opaziti bistveno razliko v odnosu do krščanskega razumevanja človeka, ki je ustvarjen po Božji podobi. Da je človek ustvarjen po Božji podobi, pomeni, da je podoben Bogu, in sicer v svoji duši, ki je nesmrtna, v svojih duhovnih sposobnostih, s katerimi lahko vzpostavi odnos z Bogom prek molitve, vendar pa je Bog vedno neizmerno drugačen in višji od človeka in nikdar ne more postati njemu enak, saj je človek omejeno bitje. Mi po milosti postajamo Božji otroci in Bog je vedno naš oče in nas neizmerno presega, tako da lahko prejmemo
le delček njegovega življenja. Nosimo v sebi to srečo in blaženost, vendar Bog vedno ostaja neizmeren in popoln, človek pa je zgolj omejeno bitje. To je tista bistvena razlika v primerjavi s panteističnimi religijami, ki učijo, da je Bog enak vsemu, kar obstaja, da ni transcendenten, da bi bil drugačen od tega sveta, ampak je imanenten svetu, da je v njem, vendar ga ne presega. Zato te religije častijo božanstvo v stvareh, ljudeh, živalih, naravnih pojavih, medtem ko nas krščanska vera uči, da so vse to le božje stvari, najvišjo čast pa si zasluži zgolj in samo Bog. Od tod prepoznamo razliko med krščanskim razumevanjem molitve in tistim, ki je navzoče v teh panteističnih religijah. Naša molitev, naj bo ustna ali miselna, premišljevanje je vedno usmerjena k Bogu, ki nas presega in je transcendenten. Ko premišljujemo o Bogu in njegovih lastnostih, želimo priti do trdnih odločitev, da bomo Boga ljubili in mu zvesto služili, da bomo uresničili zgled kreposti, ki nam ga je pustil. Smisel vzhodnjaške meditacije pa je nekaj drugega, da bi se človek lahko združil s tem božanstvom, ki naj bi bilo v njem, da bi to v sebi osvobodil in dosegel višjo stopnjo zavesti, kjer bo dosegel to združitev. Temu so namenjene posamezne vzhodnjaške verske tehnike, ki se danes predstavljajo v moderni preobleki in se tako skušajo vse bolj širiti. Zato jih pogosto imenujemo New Age tehnike ali gibanje, ki vsebuje te prakse. Ena najbolj znanih, za katero smo gotovo že slišali, je joga. Predstavlja se kot običajna telesna vadba in metoda sproščanja, vendar pa za tem stoji verska tehnika, ki izhaja iz vzhodnjaških religij in temelji na panteističnih predpostavkah. Vaje, ki se tu izvajajo, imajo namen, da bi človek ponovno dosegel nek duhovni stik s višjo stopnjo zavesti oziroma z božanstvom, ki naj bi bilo v njem. To je smisel koncentracije in mirnosti, ki ni oblikovana kot krščanska meditacija, ker naj bi premišljevali o vsebini določenih verskih resnic, ampak da se doseže višja stopnja duhovne zavesti, kar izhaja iz panteističnega razumevanja resničnosti. Tako deluje tudi tako imenovana transcendentalna meditacija, kjer se človeku skozi vaje dihanja ali koncentracije pomaga doseči to domnevno višjo stopnjo zavesti. Nekaj podobnega najdemo v budizmu, ki uči, da je najvišji smisel človeka, da se osvobodi vsake zemeljske in telesne navezanosti ter se poglobi v nič. Po podobnih načelih so zasnovane tudi nekatere druge danes priljubljene verske tehnike, ki želijo ljudi pritegniti, tako da jim obljubljajo zdravljenje bolezni. Ena od najbolj znanih je reiki. Tu človeku ponujajo ozdravitev preko določenih verskih praks, kjer mora jemati določene pripravke ali izvajati določene rituale, da bi se tako domnevno ozdravil. Če se kdaj zgodi, da se nekomu zdravstveno stanje izboljša, je to treba pripisati psihološkemu učinku, ki ga imenujemo placebo. Včasih pa gre lahko tudi za vpliv okultnega, po katerem deluje hudič. Zato se pogosto zgodi, da se oseba vrne v isto stanje ali se stanje še poslabša.
Na podobnih načelih, temelji tudi bioenergija, kjer, človeku ponujajo telesno ozdravljenje, ki naj bi bilo posledica porušene ali izgubljene tako imenovane življenjske energije, ki temelji na panteističnem razumevanju. Tu gre praviloma skoraj vedno za šarlatanstvo, kjer želijo izkoristiti naivnost nekoga, ki išče rešitev, vendar to, počne na napačnih naslovih. Preko vseh teh lažnih verskih tehnik pa seveda deluje hudič, saj, vse to pomeni odmik od pravega in živega Boga ter obračanje k lažnim bogovom. Svetopisemski psalmi nam pravijo, da so bogovi poganskih narodov hudiči, zato moramo prepoznati vse te mamljive prevare in utrditi svojo vero v pravega Boga, kar molimo po priprošnji svetega Antona Puščavnika, da nam izprosi pripravljenost, da se osvobodimo vseh navezanosti na ta svet, zato da bi mogli živeti po milosti Božjega življenja, ki ga prejemamo kot nezasluženi dar, in postati čim bolj podobni Bogu v svetosti, čeprav on vedno neizmerno presega vsakega od nas, saj smo mi samo njegove stvari. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.